Pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji pravljici z zanimivim naslovom bomo spoznali prikupno mucko po imenu Eva, ki svojo mamico med sproščenim nakupovanjem na tržnici preseneti z 2 besedama. Le kateri 2 besedi sta to? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Lulat me. Juhu! Danes je dan za tržnico. Eva je v 9 nebesih. S košaro v roki gleda, kako mama vzame senčnik in pokrije bratca v vozičku. Zdaj se lahko odpravijo. Ampak nekaj bi bilo vendarle še treba preveriti. Eva, nisi nečesa pozabila? Ne, mama. Si šla na stranišče? Ja, mama. Si prepričana? Ja, mama. Družina se kmalu zatem že stiska na tramvaju. Eva neskončno uživa v vožnji z njim, najraje se nagne skozi okno in posluša živahno cinglanje vsakič, ko se tramvaj približa križišču. Zadnja postaja. Potniki, izstopite, prosim. Naznani šofer. Do tržnice zdaj ni več daleč. Družina mora le še prečkati cesto, a pri tem je treba upoštevati nekaj pravil. Če gori rdeča luč, se moramo ustaviti. Mama opomni Evo. Pri semaforju je gneča, zato Eva stoji kar se da blizu mame. Noče, da bi se izgubila. Zelena, lahko gremo čez cesto? Sklikne Eva, čim se na semaforju zamenja barva. Pri prvi stojnici mama kupi 3 lepe korenčke. Sadja in zelenjave je toliko, da Eva ne ve, kaj naj sploh gleda. Tedaj pa... Lulat me, zašepeta Eva. Prosim? Saj si bila vendar na stranišču nedolgo nazaj. Se res tako mudi? Ja, ušlo mi bo. Vedoč, da nima druge izbire, mama v trenutku odvrne. Gremo hitro domov. Z Evo v naročju, vozičkom in senčnikom v rokah je mama otovorjena kot že dolgo ne. Ko si utira pot na drugo stran tržnice, njeno stisko opazi prodajalec korenja. Pomagal vam bom, se prijazno ponudi. Evo si posadi na ramena in stopa za mamo, ki pred seboj potiska voziček. Umaknite se, zavpije prodajalec. Pustite nas mimo, mudi se nam. Polulala se bom, vpije Eva. Hej, ampak ne na moje ramena, zaskrbljeno reče prodajalec. Zdrži še malo. Tramvaj zdaj ni več daleč proč. Prečkati morajo samo še cesto, ampak na semaforju gori rdeča luč. Morajo se ustaviti in počakati. Medtem ko čakajo, Eva obupano vpije. Lulat me tišči. Policistu je v trenutku jasno, da je zadeva res nujna. Vse po vrsti naloži na svoje kolo in začne na vso moč pritiskati na pedala. Pisk, pisk, žvorgoli njegova piščal. Tako bo šlo hitreje, reče. Končno prispejo na postajo. Brž, zavpije policist. Vsi urno skočijo na tramvaj, ta pa odpelje z največjo hitrostjo naprej. Cin, cin, cin. Eva čuti, da se bliža katastrofa. Bum, bong, tresk, cin, 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 cin.
tramvaj iztiri. No, k sreči se hitro domislijo, kako spravijo tramvaj spet v pogon. Treba ga bo potiskati. Horuk, horuk. Medtem ko vsi napenjajo moči, so v kotičkih Evinih oči nabirajo solze. Lulat me! Bije kot gasilska sirena. Končno prispejo domov. Z mamo na čelu se vsi zapodijo po stopnicah navzgor, upajoč, da niso prišli prepozno. Pred vrati stranišča se Eva ustavi. So prišli pravočasno. Vsi zadržujejo dih. In kaj stori Eva? Namesto da bi šla lulat, se obrne k skupini. Minilo me je, ne tišči me več, se čudi. V tistem se prerine naprej prodajalec korenja. Brž, odtočiti moram. Ne, najprej grem jaz, reče policist. Umaknite se, jaz sem na vrsti, se oglasi tretji. Mene tudi tišči, v en glas izjavijo še drugi. No, kako pa to? Ne morete še malce potrpeti? Se jim prikupno nasmehne Eva. Ja, zelo simpatična pravljica. Ampak tale sicer prikupna Eva je pa precej nagajiva. Pa vendar menim, da je slej ko prej tudi sama odšla na stranišče. Verjamem pa tudi, da gre Eva vedno na stranišče, preden z mamico odideta po opravkih. In samo poglejte te simpatične ilustracije naših knjižnih junakov na kahlicah. Prav zabavni so. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici z naslovom Veliko tekmovanje v kakcih, ki vam bo prav zagotovo zelo všeč, saj je zelo zabavna in malce smrdeče obarvana. Prijeten pozdravček vsem, ki radi prisluhnete pravljičnemu svetu v mojem knjižnem kotičku. Lepo se imejte in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau! O ti, Eva, ti. Ja. Naslednjič ne bo težava, ne?